Hvala lepa. To knjižico se z nekaj malega zamude poklanjamo 160. obletnici rojstva arhitekta in urbanista Maxa Fabijanja, ki ima nekako to usodo, da te njegove okrogle obletnice kar tako malo grejo mimo, za razliko od Plečnikovih, Ravnikarjevih in še kakšne. In se nam je nekako, smo se s kolegi na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta odločili na tak način to obletnico obeležiti. Zakaj sem izbral izmed vseh njegovih del ta trg? Razlogov je več, eden je pa tudi ta, da sta v bistvu pri tem njegovem projektu združeni obe njegovi področji delovanja, torej tako arhitektura kot urbanizem. Ne pozabimo, Max Fabijani je avtor prvega doktorata na temo urbanizma na Dunajski univerzi. Tudi prvo v slovenščini pisano besedilo o urbanizmu je izpod njegovega peresa in še bi lahko naštevali. Ta trg je pa zanimiv tudi zato, ker gre za prvi trg na Slovenskem, ki je nastal po enotnem načrtu, ki torej ni produkt neke več stoletne gradnje, pregrajevanja in podobnega, ampak je bil za določitvijo gabaritov s temi značilnimi stolpiči na vogalih stavb že v osnovi določen. Tako da to so bili razlogi, da sem se, določeni razlogi, jih je bilo pa sicer več, da sem se odločil pisanja te žepnice. Sama žepnica se nekako trudi ta trg obravnavati iz čim več zornih kotov, tako da na začetku je pač sama predstavitev dogajanja po ljubljanskem potresu, urbanističnega preurejanja Ljubljane po velikonočnem potresu 1895, razlogi, ki so pripeljali do nastanka tega trga, kajti to območje bi po prvotnih načrtih moralo biti pozidano, pa je potem iz različnih razlogov, o katerih boste lahko v knjižici prebrali, prišlo do tega, da je bil tukaj vzpostavljen trg. Samega načrtovanja, predstavljeni so prvotni Fabijanijevi načrti, ki so nekoliko drugačni od izvedbe. Potem pa sledim nekako, in pa seveda morebitnih zgledov za sam trg po drugih mestih nekdanje Avstro-Ogrske, potem pa sledim nekako trem elementom tega trga in obravnavam najprej zeleno površino, torej ta osrednji del, ki se je skozi čas spreminjala. Ta del nikoli ni bil narejen tako, kot si ga je Fabijani zamislil, ampak tudi tista prva zasaditev je bila potem v poznih 30 letih popolnoma spremenjena. Potem druga točka, ki jo obravnavam, je sam spomenik na trgu, torej prvotno spomenik cesarja Franca Jožefa, ki je bil torej spomenik je bil odstranjen in potem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v drugi polovici 20. let je na sam podstavek cesarjevega spomenika bila postavljena Miklošičeva glava oziroma Miklošičevo doprsje, torej ta zgodba, in to mimo samega avtorja prvotnega spomenika, ki je sicer protestiral, ampak ni nič zaleglo. In potem kot tisti tretji element predstavitev vseh stavb okoli trga, in tukaj se pač ne omejujem samo na tiste prvotne, ampak tudi na kasnejše posege, pač tudi z tega vidika sprememb, ki jih je bil trg deležen, predvsem tega najbolj spornega iz 60. let izgradnje doma sindikatov Mihevčevega, ki je višinski gabarit trga popolnoma porušil, kajti po prvotni Fabijanijevi zamisli je sodišče najvišja stavba na trgu, ostale se prilagajajo temu gabaritu, potem je bilo v 60. letih to z domom sindikatov spremenjeno. In v zaključnem delu knjige skušam predstaviti na splošno pomen trga za slovensko arhitekturo, za slovenski urbanizem, pri čemer izhajam pa tudi iz tega, kar prepogosto pozabljamo, Slovenci pač vidimo predvsem Plečnika, ko govorimo o Ljubljani, govorimo o Plečnikovi Ljubljani, nekako pozabljamo, da je marsikatera Plečnikova zamisel že koreninila v nekih Fabijanjevih starejših idejah, tako tudi jaz tukaj izpostavljam Plečnikov neuresničen načrt za južni trg, ki je v bistvu, lahko vidimo enega od prednikov te zamisli prav v Fabijanjevem, kot se mu je prvotno reklo, slovenskem trgu. Zdaj, da ne bomo samo Fabijanja omenjali, pri posameznih predstavitvah stavb so obravnavani vsi arhitekti, ki so načrte naredili, kajti Fabijan je samo osnovni gabarit določil, posebej izpostavljena vloga drugega, pa malo manj znanega secesijskega arhitekta Cirila Metoda Koha, omenjamo potem razne stavbenike, torej firme, ki so to gradile, in pa tudi posamezne lastnike stavb, posamezne naročnike, tako da je v tej knjižici ena taka celostna predstavitev enega od ljubljanskih trgov in vseh ljudi, ki so tako ali drugače z njim povezani. Vabljeni k branju.